Sej ni gužve, bom hiter fertik. Ta spoved. Sploh ne vem, kaj ne povem. Pa tudi sem jih krbil, kdaj pa sem bil nazadnje. Pred Božičem, a ne? Ali ne? Ni važen. David, zber se, da boš prej opravil pomisel, kaj boš povedal. Kaj boš povedal? V cerkev pridem, skoraj vsako nedelo. V puščo to dam zadost, mi ne more noben nič očitati. Imam, tudi dam. Molim, kadar je treba, in če zagusti. Preklinam, kdo pa ne. Pijem, ne. Razen zadnjič na uni zabavi pred novim letom sem mogoče spil kakšen kozarček preveč, no, ampak se je bilo novo leto, ne. In tudi krasna zabava, super je bilo. Ja, je bila tudi ta Betka, ja, ta mlada iz računovodstva, ta pa ima kaj za pokazati, ja. Ne tako kot moja doma, ki že vse dol visi, vključno z mano. Betka, ja, se ni nič zgodilo, ne. Samo vprašal sem jo, kaj to za en šampon uporablja, kad tako lepo diši, pa če mi ga posod. Ja. No pa, malo sem jo objel čez ramo, pa, no, mogoče da mi je roka segla tudi malo nižji, ne rečem, da ne, no, ampak saj sem ja direktor, ne, to se tako dela, vse je pri meni v službi, kaj. Se mi je zdelo, da bi kar pustila, če bi jo odpeljal v pisarno, pa spustil zavese. Sej tistega njenega tipa, Uroša, tako nikoli ne, jaz skozi na kakšnem službenem potovanju. Taka punca ima svoje potrebe, a ne? Jaz pa tudi, ja. No in, če bi se ta njen tip na kakšni službeni vožnji mogoče kam zaletel, bi pa lahko jaz uskočil tako permanentno. Na tako fejst punco bi pa že popedeno, a ne? Kaj jaz to govorim? O čem jaz to razmišljam? Saj sem ja poročen, pa. Otroke imam skoraj toliko stare kot ta Betka, pa. In razmišljam o tem, kako bi bilo, če bi se njen tip smrtno ponesrečil.